Dobrodošli na drugem večeru 18. Prangerja. Včeraj smo začeli prav tukaj, v Trubarjevi hiši literature, s konceptualno razpravo o poeziji in svetem. Danes pa nadaljujemo s pesniškim večerom. Torej, na njem bodo nastopili pesniki in pesnice, ki so jih letos izbrali kritiki Peter Semolič, Diana Bungeršič in Veronika Šoster. Izbor, ki so ga sestavili, je precej zanimiv in pester, tako se stališča generacijskega razpona pesnic in pesnikov, kot tudi se stališča njihove pisave, tematik, o katerih pišejo in sloga. V glavnem pa ponuja nek pregled nad sodobno slovensko pesniško produkcijo. Torej, pozdravljam vse, ki ste z nami v živo, tudi tiste, ki nas spremljate v živo preko Facebooka. V glavnem, če nadaljujemo, so med zbirkami prvenke, nekatere med zbirkami pa so doživele tudi širšo prepoznavnost oziroma neko določeno pozornost z nominacijami za nagrade oziroma z nagradami. Danes bodo z nami pesniki in pesnice, po sledečem redu, seveda, če se z njim strinjajo, z vsemi nisem tega predebatirala, ampak naprimer, da je to. Torej, nastopil bo prvi Ivo Stropnik, sledila bo Maja Vidmar, potem Marko Matičetov, Manca Košir, Krištof Dovjak, Moani Sinanovič, ki nas v živo ne bo, torej obiskal, ne bo bral svojih pesmi v živo, ampak bomo pogledali en njegov kratek video pesmi. Za njim Nina Medved, nato Dejan Koban in na koncu Anja Novak. Torej, Ivo Stropnik. Njegovo zbirko za Pranger od Anosa do Želve je izbral Peter Semolič. Ivo Stropnik ima precej obsežen literarni opus, znan je pa tudi kot glavni in odgovorni urednik Velenjske knjižne fundacije in kot vodja mednarodnega književnega festivala Lyricon Fest. Vljudno ga vabim na oder, mislim, je že prišel na kavč in mu prepuščam besedo. Lep pozdrav, hvala Prangerju za izbor. 4 leti so me že enkrat ukredili, pa je bilo prav prijetno. Zdaj pa s tole zbirko Odanosa do Želve, ki je sestavni del manj širšega savarja melankolije in radoživosti, kakšnih 20 let nastaja, ampak potem bom verjetno se kaj zagovarjal v sredo, 4. da je to kritiško misije v Rogaški. Pozdrav, zakaj sem jaz prvi na vrsti, za drugačni izbor naredil, ampak dobro. 2 pesmi, 3 druge pa imate posnetkov, če pa ni pa še bo. A ima poezija več vprašanj kot odgovorov? A še sploh ima vprašanja? A sploh še ima odgovore? A še sploh je in ima smisel? A je že rekla amen? A je o njej še kaj samse, orjaške žuželke? A preko nadangela razodeva še kaj nejasnega? Ali kobila, ali žrebička? Ali beseda, ali pripomnjena besedica? Ali vprašanje, ali podvprašanje? Ali vprašajoč odgovor? A kot abdelitska beseda, ž kot žveplasta žalost. A vmes pa kar stvar melankolije, brez ljubice radožive. Katera abeceda bi znala napisati svet na novo? Lirik in jud po njem ne bosta več kracala. So črke prestiž, ali namesto belo-modro-rdečih zastav znova plapolajo čez nepopisane gmajne kosja peresa analfabetov. To je posvetilo. In še ena. A tako bomo zdaj živeli.
zamenjali usta za anus, menjavali anus in usta, brusili rep in prisadili hudiču jezik. A to bomo zdaj črevesili, hitro, prebavljivo instantno zgodovino, ker pozabljeno skozi krvava usta, vdihnjeno skozi lažnive riti. A tako bomo zdaj občevali, odkrito od zadaj in prikrito iz oči v oči. Misionarjem od nekdaj v iskreno ljubšem pasjem položaju. A tako se bomo morda kdaj še ljubili, v divjih naskokih na vzbojenih frontah, s prevzetnostjo v polmrtvih jezikih, prevzemajočih molčečnost anusa, izobirajočih do zadnje želve. Hvala. Naslednjo bom na oder oziroma pred mikrofon kmalu povabila Majo Vidmar, jo že vidimo na fotografiji. Torej, njena zbirka Pojavi je bila izbrana se strani kritičarke Diane Pungaršič. Petra Simoliča. Ravno prej sem si napisala opombo, napačno opombo, to je včasih, ko si živčen, pa moderiraš stvari. Hvala za Torej, izbral je Peter Simolič. Torej, Maja Vidmar ima predvsej veliko število pesniških zbirk, med katerimi je predvsej bilo tudi nagrajenih, tudi prevodov pesmi. Prejela je čašo nesmrtnosti leta 2015. Pojavi pa so bili nominirani tudi za Jenkovo nagrado. Tudi jaz imam otroke. Hčerka me prosi, naj pišem samo še veselje pesmi. In ne vem, ali bi bilo neodgovorno ali hrabro, če bi jih lahko. Prej. Svetla soba in mama, ki me hoče odvleči. Spomnim se odločnega obrata na prstkih in toplega zraka, ki ga je premaknilo moje malo telo. Grem do predala, lovim ravnotežje, točno vem, kaj izbrati. Zvončasta oblekica, rožnata in bela z našitkom na prsih. Spomnim se hladnega platna in svoje volje, kot zrakotepljive volje v poletni svetlobi. Lovim ravnotežje, prinesem, pokažem. Sidro, mornarsko sidro na prsih. Ta pesem ima pripis motoristične dirke Nova Gorica 1962. Najrjavčevi. Tako kot zrak pod vodo, ujet v velik, zrel mehur brez kože, ki se nezadržno dviga in napne gladino, predno jo pregre in plane ven in vase, tako me je prehajal strašni hrup od membrane do membrane skozi mali trebuh, še posebno trebuh in skozi kožo ven in vase. To bi lahko bil zvok Boga. A takrat ni bilo Boga. Bilo je dobro. Bil je oče, ki me nosi štuporamo in gleda dol z terase bloka. Verjetno na ljudi, ki stojijo, verjetno za kockami zbite zlate slame in čakajo, da pripelje mimo še en motor. Bilo je dobro. Pod stropom. Pod stropom sem veliko lažja in lahko se plavajoče premikam. Ne da bi zares hotela, opazim prah na zgornji strani razsvetljave in prašno krilo velikega komarja s prijeto med rešetkami luči. Trebeče v sapi, ki je ni, je samo brnenje svetlobe in žalostnih duš. Dalec spodaj na postelji leži otrok. Šele ko je v sebi nehal klicati mamo, sem se dvignila iz sušenega trebuha. Bolj kot stoletna žeja je bolela zapuščenost. Zdaj ga zbujajo in ponižujejo njegovo golo telo, vendar nobena infuzija ne more napojiti izgubljenega zaupanja.
Ni prostora za mene v mrtvem telesu strahu. Ostala bom tu, kot je ostalo komarjevo krilo. Iz bolnišnice. Otrok izrezan iz sobe, iz slike svojih staršev, iz male postelje s podvito odejo. Otrok v krsti tame privezan na drugo posteljo, se ne premika, zmanjšuje dih, miruje do smrti. Nepričakovano vrnjen otrok, opoldansko sonce na mizi, mama čaka, pomita tla dišijo, mrtvak se premika počasi. Kadaver. Ko hoče tvoje lastno truplo vstopiti v dnevno sobo, ga seveda ne sprejmeš kot svojega. Z nezmotljivim gnusom do vsega grdega skušaš zapreti vrata in celo na policijo pomisliš. Preseneti te šibkost velikega telesa in v strahu pred kužnim dotikom jo spustiš mimo sebe. Zanemaljeno, umazano, slabomno, razpadajočo rjavo, črnikasto rjavo. Ne veš, čigava je jeza in nekdo jo čuti, a sram je ne more več ustaviti, ko gre stvor proti hoteljem. S krivičnim zadoščenjem pomisliš, tam sedi mama, naj se zmenita, če bo že treba živeti s tem. Horoskop. Mrtvi otroci v trenutku odrastejo, a nikoli zares. Včasih pogrešajo otroške izkušnje, včasih pa sploh ne vedo, kaj bi lahko pogrešali. Občutljivi so za mraz in sploh za spremembe, predvsem pa so prestrašeni. Zato so v stalni pripravljenosti in strahopetnosti jih je sram. Najbolj se sramujejo svojih razpadajočih teles, ki jih potlačijo v sanje in lahko so prav lepi na prvi pogled. Ugrabljajo jih ljubezen, lepota in strast, a veselje nikoli. Prepričani so, da je vsega kriv trenutek nepazljivosti v otroškem veselju. Pretvarjajo se, da bi jih ljudi obdržali, toda svojo žalosti uničujejo svoje otroke in vsakogar, ki jih ljubi. Nikomor ne zaupajo, da bo ostal, in odraslim ne zaupajo, da sploh kaj vedo, kar lahko nekatere razdraži. Kadar ne vedo, da so mrtvi, se težko odločajo ali učijo, vedo pa, da znajo leteti. Še najmanj zaupajo sebi. Premikajo se počasi, v stalni nevarnosti, da bodo za zmeraj odšli. Preutrujeni so, da bi se bali smrti, a ni jih na svetu, ki bi tako brezupno radi pripadali sem. Še zadnje. Otrok 1. Vsekakor je otrok. Včasih je stara 3 leta ali celo manj, včasih 6 ali celo 8. Ima moč konja, ki vleče 2 voza in ne dvomi, da jo mora vleči. Sebe si predstavlja kot veliko, mrtvo in razpadajočo gmoto, druge predstave nima. Toda čuti se kot nekaj majhnega, golega in izpostavljenega, zato raje ne čuti. Vodi svoje lastno taborišče, v katerem je zaprta, tam ureja svet. Barva ograje, pobira papirčke, razvršča ljudi na splošno na dobre in slabe. Onemogoča slabe, razdeljuje dobrine in čisti oceane. Potem je utrujen. Sonce na balinišču Marka Matičetovega pa je izbrala kritičarka Diana Pungaršič. Torej, Marko Matičetov je izdal zaenkrat 5 pesniških zbirk. Njegove pesmi so išle v prevodih, doživele so tudi radijska branja. Zelo bi se želela izogniti, oziroma sem se skoraj izognila temu, da bi povedala, da je Marko Matičetov tudi iz Obale, da je bibliotekar in da igra v prvi slovenski ligi balinanja. Vabim ga na oder. Oziroma pred mikrofon. Če smo
Poleti si ne predstavljam, da bo vroča bala, ki jo primem v roke in vržem proti balinčku, po zimi mrzla, da bo sonce, ki ob 9. zvečer zahaja nad lucijskim baliniščem, že ob 5. zašlo, da bom balina v temi in mrazu. Kako? Poleti si ne predstavljam, kot si po zimi ne bom, da bo mrzla bala, ki jo bom prijel v roke in vrgel proti balinčku, poleti vroča, da bo sonce, ki bo ob 5. popoldne zahajalo nad lucijskim baliniščem, šele ob 9. zašlo, da bom balinal na vročem soncu, kot je to. Med igro smo vsi enaki. Meni ni treba vedeti nič o drugih, drugim nič o meni, ker nas druži igra in nič drugega. Neokusno bi bilo govoriti o lastnem življenju. Šteje samo rezultat, ki mora biti opredeljen številom in imenom in ne življenjem posameznika. Med igro mora biti tišina. Možne so le besede, ki se nanašajo na igro. Kot pri čisti poeziji niso zaželene odvečne besede. Po igri se pije, šele takrat se lahko tudi kaj pove. Planeti krožijo okrog Zemlje, bale okrog balinčka, na balinišču, ki je ravna ploskev kot Zemlja. Za nas, ki nismo brali Galileja, ki nismo potovali s Kolumbom, ki nismo odkrili ničesar, ker živimo v času pred velikimi odkritji, kot stari Rimljani v starorimski provinci. Za njimi tukaj ni ostal noben kamen, samo ta igra, ki jo igramo po naše. Vsak ima svojo tehniko meta. Eni se sklonijo niže tlom, drugi vržejo balo iz zraka. Nobeden ne soli pameti drugemu, kako metati. Vsak ima svoj stil. Tekom let ga je zelo težko spremeniti. In zakaj bi človek sploh kaj ali koga spreminjal? Ko potegnemo črto s palčko po balinišču, lahko sklenemo, da je kljub določenim izjemam zelo velika verjetnost, da tako kot si vrgel balo prvič, tako jo boš metal celo življenje. Stari igrajo z mladimi. Njihova starost za mlade ni ovira. Stari prenašajo igro na mlade. Mladi se učijo starih fint od starih. Brez enih in drugih zadeva na dolgi rok ne bi delovala. Na dolgi rok bi bila igra mrtva. Tako pa živi, ker so eni in drugi eno, dve plati istega kovanca, ki se ga vrže ob tla pred začetkom vsake igre. Če nimam s sabo balinčka, si pomagam s toržem od ciprese. Približno enake velikosti sta, kot nalašč. Dve cipresi stojita ob balinišču, ki mi delate senco. Nekoč sem bil alergičen na cipresov cvetni prah. Zdaj me je, ne vem nekako, ne zakaj, alergija nanje minila. Ob balinišču so še fige, oljke in oleandri, same sredozemske rastline. So poletja, ko dežuje zelo malo, a ravno prav za njihovo stoletno rast in naše malo krajše življenje. Hvala. Manca Košir je avtorica vsaj 200 knjig in zelo veliko število člankov. Znana je kot novinarka in kot igralka. Zbirka Srčnice Herzbleta, ki pa je dvojezična zbirka in jo je izbrala kritičarka Diana Punkešič, pa je njen prvenec pesniški. Ljubno verbali za mikrofon, lahko sedite. Lep dober večer, a ni to smešno? 73 let, pesniški prvenec, pa še na Prangerju uvrščen, tako da smešen večer, ampak vseeno lepa hvala
draga Diana Pungaršič. Zelo sem presenečena, da tako mlado bitje razume, kaj piše v teh srčnicah, ki jih zapisuje nek starodavni glas. To ni sodobna slovenska poezija, to je zunaj časa, ne vem odkud. Kopam se v ljubezni. A ima rok, kakšen kozarc vode? Jaz imam operirana usta, pa sem brez sline. No, če kdo prinese, bom škalila. Hvala lepa. Kopam se v ljubezni. Ljubezni je figomar za oblike in načine. Želi si le, da skočim vanjo in se kopam v njej. Ni bolj osvežilne kopeli od take žive vode. Nevidna nikoli ne presahne. Neslišna je glasnejša od tega sveta. Umivam na noge, da imamo lahek korak. Oplaknem mrtvi obraz, da nas prepoznajo, ko se vrnemo domov. Kako paše živa voda. Hvala lepa, Rok. Naslovna pesem iz zbirke, ki je ta nastala iz nje, Srčnice, je iz trebuha in neba. Odprl si čepec cevi v mojem trebuhu, da se je vsebina razlila in je nebo opravilo svoje delo. Osvetlilo zgoščeni čas, ki je hlepel iz črvesnih gub in napreknil v snov. Kakšen razgled! Plezalka sem, ki se s konicami prstov dotikam temnih list. Ližem preteklo bolečino. Še krvavita snov, a se suši kot perilo na soncu. Do belega. Oprano je odrešeno v nebo. Ni več moje. Spomin na začetek. Nocoj bom zdrsnila med oprano postelino in praznovala nov začetek. Zadišala bo po svežem, zašumelo pomladno podrjuho, ki bo izgubljala nedolžnost. Podobno bo, ko bom umrla. Praznik. Zadišala bo po svežem, začela se bo sijoča pomlad. Takrat se bom spomnila na začetek, zdaj pa vadim med duhami na ta način. Ko sem jaz dobila tega raka, sem vprašala, zakaj ne, ker to res ni relevantno, ampak kaj me ta bolezen uči? In glas mi je nemudoma narekoval tole srčnico. Bog me poliva skozi šivankino uho. Težko delama Bog, ko me poliva skozi šivankino uho. Po svoji volji se ne bi premaknila v tisto smer, srečno zapredena v vodje. On ve, da je potreben premik. Da je vredno sleči oblačila navezanosti in se pogumno potopiti v kopel duha. Se zdrgniti do beline kosti in obuti čiste nogavice novega življenja. Najbrž je to zadnji velik premik v upanju, da bo šlo skozi šivankino uho. Zadnji pred smrtjo. Takrat bo šlo povsem za kot. Hvala lepa. Krištof Dovjak je dramaturg in književnik, izdal je več pesniških zbirk,
Pri hiši poezije pa je izšlo Saladinovo ihtenje, ki ga je za Pranger izbral Peter Simonič. Torej, Saladinovo ihtenje je išlo v sklopu natečaja Sončnica vsa nora od svetlobe. Vabim Krištofa Dovjaka pred mikrofon. Hvala. Dober večer. Zven razglašene klaviature bi lahko prevedli, če bi bili trta, vitica s podočnjaki, uhlih na lesenem resonančnem zglavju, tudi na kamnu. Znosnost zaprtih partitur, iz katerih uhaja trušč za čuječne, vseh barv in tonov smo. Iztegnimo dolgi noht proti kamnolomom na nebu in popobnojmo po premgalu alud. Požvižgajmo drhtenju strun na začetku. Kobilice pred odrivom čenimo ob žerjavici, ki postaja prepev. Tuje besede nas ne bodo več opizle, so rekli. Saladinovo ihtenje ne potrebuje prevodov, so ukazali. Nekoč so hiše rušili potresi in zbudilo se je, da so podpuščavske rože po dežju spet uskrila iz zemlje starodavna mesta. Na podre v šotorih smo spustili spolskega slepca in se krohotali na ricanju mam, katerim smo oglobili otroke. Čez slovar, čez prave požgare, mimo zibanja krošen smo šli, mi neusmiljeni Saladinovi sovražniki. Kakšno breme nosiš v srcu slovar? Kost je v sozvočju s porcelanasto in pladnim puščave, velike besede pa zavidajo mali, jedrnatost, kratkost, gibkost. Drug na drugega legamo neokopani križani. Slani se dajemo sladki, sladki se dajemo slani. Ko se milimo s klinjeno milino, stiskamo lice k rani, nos k zasopli steni in se naša kolena stikajo z belim emajlom, solze spolzijo v toke. Naša bela koža ni obala, na katero bi takoj skočila boginja ljubezni. Ne kaplje odtečejo, odkrijmo cipr v sebi. Zaman se nastavljamo kapljicam rožne vode Saladin. Zaman svalkamo posušeno okro ob stegno. Zaman hladimo vodo v mehu. Ledeni je ne bomo ohladili. Zaman grgramo žajgo poparek. Zeleno nam je porjavelo, počrnelo. Počrnelo bo sprhnelo, sprhnelo bo ponalelo, v neprevedljivem besedišču blizu Babilona, v neslišnem trušču blizu Mosula, lasu, ki raste, rime, udrhtenje, meglic Damaska. Nismo zadosti zreli, da bi uslignili slovar Saladin, ki stran za stranjo razgalja pesno preskrbi, drhtenju, trenju, k prvemu poljubu, k objemu, k ihtenju. Odrecimo se češnjam stržnice, splezajmo na drevo, ko se bo odlomila veja, bomo zadeli padli na tla. Odbijali se bomo, skotalili nazaj v pomlad, v vinčo, v cvetenje. Mehko prevaja belina brnenje čepele. Skozi obroč polovinke bi lahko metali oranžne žoge, na jani. Pri vzdigneni na prstih bi lahko peli nigun. Skrito violino v kleti, v zaprti škatli z zelenim filcem, bi lahko dihali aj, aj, aj in dajali triličke na jani 9. Naslednjič nam ne bo bolje, ne bi. Ponavljali bomo stavke, ki smo jih že izrekli. Poslušali bomo tisto, kar smo že slišali. Odpiranje butelk, jadikovanje plute, šelestenje las in pridešeno hlipanje. Naslednjič nam ne bo bolje, pametnejši bomo, ne bi. Hvala lepa. Mojanica Sinanoviča danes ni z nami, morda nas spremlja preko Facebooka, ne vemo.
Malo kasneje bomo slišali približno 3/4 minute dolgo pesem skupaj z videom. Do takrat pa še samo povem, torej, da je Muani Sinamović pesnik, pisec in kritik. Izdal je 4 pesniške zbirke, kratki roman in zbirko esejev, Krhke karavane, ki so pa bile tudi se strani Veronike Šoster izbrane za Pranger, pa so prejele kritiško sito in bile nominirane za Veronikino nagrado. Zdaj pa si bomo lahko ogledali njegov video, ampak ga samo moram priklopiti, tako da 10 sekund morda. Vsako noč naši dvojniki plezajo na goro, videti želijo bred, slišijo zvončke ovc, ki nemirno postopajo po jasah. Mi smo v barih ali doma. Vsako noč naši dvojniki plezajo na goro, a mi tega ne vemo. Okrezajo z zelenimi kresničkami, hodijo mimo planinskih koč s prižganimi okni. Ne vedo, ali so gostoljubne ali ne. Za stenami je mok. Včasih se nam sredi nočnih pogovorov zazdi, da v naših sobah še ne bo drug. Vsako noč dvojniki zgore vpijejo, da ni obreda. Njihovi glasovi se izgubijo v vetru. Nina Medved je prevajalka iz francoščine, fotografinja, soustvarjalka literarnih dejavnosti, med njimi tudi Prangerja, je pa tudi ušljanka iz leta 2019 in v sklopu tega, v sklopu te nagrade, je išla tudi njena zbirka Drseči svet, ki jo je za Pranger izbrala Diana Pungašič. Zdaj moram na kratko pojasniti, da v preteklih letih sem res sodelovala z festivalom Pranger, ali pa predvsem s prevodnim Prangerjem, ki poteka v Mariboru. Letos pa sem se po srečnem spletu odločitev pravzaprav umaknila z organizacije in prihajam kot gostja. Tako da je lepo tudi biti na drugi strani. Kako moraš zares voditi, ko se odpraviš na pot? Dvigniti obe sidri in jo sprehoditi. Dolge sence, ki se pospravljajo spat, ti pripravljajo prostor. Ne smeš jih naplahtati, da legajo za manj. V noči ti ne bodo prizanesle in bodo naplaknile vse pozdrave iz pristanov, kamor že dolgo ne pošiljaš več pisem. Najte nosi gotovo zibanje, če tudi menjuje smer, če tudi izgubljaš občutek za zgoraj in tvoje notranje oko ni zmedeno, ziba se, plimuje, trudi se uspavati sence. Kako sem se leta rvala z uravnavanjem notranjih vodotočij. Takšnih, ki dobejo v živo srčno skalo. Onih, ki skoraj poniknejo, da bi se ognili trkom. Kako zdaj izbiram, s kakšno močjo bom tekla? Sem se naučila biti, odvlakniti, zgraditi znova. Kako me iztiri? Zato želim veliko ljubezni in
naslova postane nekaj. Nekaj sem že doživela. Nekaj si še obetam. Do marsičesa več nimam prvoosebnega dostopa. Razpetam je nekaj in nekaj. Lovim idejo o nečem več, nečem z barvami, nečem občasno pozno v noč, ob tistih, zaradi katerih odslej ustrajam. In nekaj bo že. Kako sem si zaprisegla, da ne bom več ocenjevala kompozicije telesa. Potez, ki jih je naključje naslikalo na sipine moje kože. Kako ne bom več trepetala pred pokvarljivostjo. Iskala alternativnih vzrokov za jeklene vzorce, ki sem jih iz kipov prstov meditirala leta. Kako se bom naučila umerjenosti, ter zadržati se pred drobno posnemovalko, ki bo nekoč prenašala odmeve mojih podkožnih kolebanj. Kako osvobojeni čevlji, moji prsti najdejo oprijem v tem drsečem svetu. Kako obrača plastenko v zraku in veter skozi opoje. Kako je včasih to dovolj? Pod različnimi koti dobiva nove intonacije. Se oglasiva šumenje. Dejan Koban, avtor več pesniških zbirk. Kako sem to tako povedala, rekla, nisem nameravala. Okay. Torej, je organizator in producent tudi mnogih pesniških dogodkov in festivalov, ki pa v bistvu se ne osredotočajo samo na poezijo, ampak se povezujejo z drugimi vejami umetnosti, kot bi lahko rekli, torej z audiovizualno in pa z glasbo. Tudi sam se zadnja leta začel ukvarjati s pesniškim performansom, koliko lahko spremljamo njegovo pesniško delovanje. Sicer je pa tudi vitez poezije in ga sedaj vljudno vabim na oder oziroma pred mikrofon oziroma pred Facebook občinstvo oziroma pred živo občinstvo. Hvala. Globalizacija ali filistarstvo ali pokramparjenje naših življenj je obrizgnila v naše krhko duhovno tkivo strup, ki nas je že enkrat malodane iztrebil in od katerega si še nismo in najbrž nikoli ne bomo opomogli. Tudi zdaj hoče razdvojiti, kar nam je v minulih nekaj desetletjih mukoma uspelo vsaj za silo zakrpati. Toda je mar to res naša usoda, tista neugibna, nepreusmerljiva, taka, da se ji ne moremo upreti. Odlomek iz teksta Andreja Rokarja, Komunizem, ki je bil objavljen na spletnem portalu Kud kdo, 29.10.2020 in je služil za moj neverjeten navdih, da sem ustvaril v 3 dneh in nočeh pesniško zbirko, najbolj idiotska autobiografija na svetu in izven, in te besede ščitijo mojo knjigo. Hvala, Andrej. Hvala za aplauz. Mislim, ni bil mišljeno.
A drkate kaj name, uljudni, konzervativni misleci? Ali za Božič pečete piškotke v obliki majhnih, ljubkih rupnikov s privzdignjeno desnico? Komunizem vas nenadoma preplavi. Grozovita pošast z roza perjem na preddimenzionirani glavi. Zobke čistim v vaših srčkih. Kljucam, a ne. Kovan z zlobnimi nohti ne prizna, da bi rad postal predsednik Kmetijske zbornice Slovenije. Zore zašije klitoris. Pretvarja se, da ne razume pomena besede klitoris. Moli nam zlat križ pred zrkla. Odločno odkimava, da nima pojma, kdo je skril čigumije v Jezusove hlačke. Stopicljan po lužici bencina. Ni mi čisto jasno, kaj naj počnem z ožigalnikom. Roman Končar se nagiba skozi okno, da bi pozdravil drugega Romana, a mu pade 70-kilsko vedro ovenelih nageljnov na tla. Pardon, na vodeba. Ta narod je izgubil napotnico za psihiatra. Psihiater je izgubil smisel za cinizem. A vidiš volka, ki gleda pokemone in pritajeno piska. Domoljubje ali domoljublje sem prevaral z listom Ginka. Sliko Dejana Kobana bomo obdržali še za 3 sekunde, zaradi tega, ker sem prej seveda pozabila povedati, da gre za zbirko, ki jo je izbrala Veronika Šoster. Dejan je pa že omenil njen naslov, torej najbolj idiotska avtobiografija na svetu in izven. Kot zadnja izmed nastopajočih se nam bo kmalu pred mikrofonom pridružila Anja Novak-Anjuta, igralka v Slovenskem mladinskem gledališču, performerka in pesnica. Rane rane, ki jih je izbrala za Pranger Veronika Šoster, so bile nominirane tudi za najboljši prvenec na Slovenskem knjižnem sejmu. Hvala. Rane raztrgat, razrezat, prodret, vstopit, srečat srce, potipat si kri, razvit, svobodit, trne izvleč, šivat, počivat, zdravit, lizat si rane, menjat organe, krit novo življenje. Iz rane rojena, v rano sprejeta, krasta, zaznamek na površini, pričat nesluteno, nepredvidljivo v globini. Ranit nasilje, ljubezen, zgodbo odpret in nahranit s pesmijo, usta zapret, blebetanje. S pesmijo, usta zapret, blebetanje. Opasna bit z brezgodino, opasna bit zgodovino. Rana, rana, zlata rana, do poroke bo pa že njen. No, Anita, to sem jaz, je v poročni obliki zato, ker je babica enkrat rekla, da bo do poroke vse njim. Tako da s porokami ona zdravi svoje rane. Danes so mi dan na voljo samo 7 minut in mene je ravno Saša Pavček, ki sedi tam, naučila, da se moram držati svojega časa, ki mi je dan za nastop. In to zelo prav pride. Tako da nimam časa za poroko, kljub vsem snupcem in snupkam, ki se ponujate. Bomo to v naslednjih dneh lahko izkoristili, zdaj pa imam čas še za eno pesem. Pa meni je bila tista svetlobica prej všeč, ker se bolj audio slušni aparati bolj vklopijo na mesto. Nekaj se je zgodil.
za video. Tudi ni nujno. Aha. Evo gledališče. Grad in obzidje, pravzaprav samostan. Pravzaprav žica in trtavina spletena kot kite na njeni glavi. Zaprta pri lunah, da jo prevzgojijo. Vsako noč ob mesečni luni pobegne v srebrno skozi špranjo obzidja. Bel medved, ki straži v tišini, že spi. In ona leti, leti, leti. Poljubja se zunaj v lunski obleki. Ona leti, leti, leti. Včasih jo vidi učitelj črne magije in za njegovo molčečnost pred ravnateljem šole, ki je ženska prasica, plača s telesom mladih steger in rok. Prodaja svoj jezik in dušo hudiču. Njen sošolec je mlad Harry Potter, ampak ni zaljubljena vanj, ljubi Urbana, svetlolasega fanta, s katerim jesta oranžkaste buče pod luno in jih čarata v zlate kočije, da se pepelka hitreje vrača v ječo. A ječa je zunaj, v katero je vpeta. Ječa ljubezen. Ravnatelj prasica, ta glavna, montira varnostne kamere, vidi deklino in pošlje po žicah elektriko vanjo in jo v spazmah zapre v samico. Adijo ljubezen, pa zdrava ostani. Adijo ljubezen, pa zdrava ostani. A Urban se ne da, zato gre in greši. Vzame mamila, skoraj umre kot poscan narkoman. Urban se ne da, zato gre in greši, greši 6 dni in 7 noči, dokler ni poslan ta isti samostan na rehab, odpuščanje naš Urban narkoman. Srečata se, a se ne moreta srečati. Spoli so ločeni. Tu fantje, na drugi strani graščine dekleta. Ne smejo množiti odpadniki viška smeti. A ona spet pošlje to čvrsto telo učitelju črnemu magu, da tokrat na mesto molčečnosti zanju čas zaustavi. Urban jo počaka pred vrati hudiča, da vrne se ven z naročjem, kjer tečeta sperma in kri, in z naročjem časa, ki zanju le zanju molči. Stečeta po prečnem prerezu gradiča do spalnice, mehke in postelje bele, da bi nedolžnost in strupi strasti sočasno mišet začeli. Od veselja on skače na fedrih madraca, ona ga gleda, ne more verjeti, boji se ga vzet, ga verjet, ga objet. Zakaj se ne bi raje ubila? Boji se ga vzet, ga verjet, ga objet. Zakaj se ne bi raje ubila? Staršem napiše ta pismo, naj pridejo z njima na črno poroko in pika. Rehabilitirana nuna in blond narkoman, še podpis in pečat, podpis in pečat. Podpišeta se pod svoja življenja, potegneta črto pod svoje smrti in mednju ter njuno rodbino ušla sta plemenu, ker je pleme zbežalo od njiju. V bazene krvi se spreminja, zdaj soba moreče rdeče cvetlice. Pozabila sta čas ponastaviti, zato vsi še kar spijo. Lepel medved se počasi prebuja in ker ga 3 dni niče ne nahrani, se v mukah odžeja v luži krvi, se hrani z najstniškim mesom, prebavi, pohrusta, prebavi, izdavi ti močne še zdrave kosti. Ko se mu rigne iz njega zasliši se majceni glas, en tihi urok naj razklene se čas. Naenkrat začnejo odpadati urniki sten, ometi na obzidje. Odpadajo ostra načela, učitelju črni lasje, pa križi in bela magija. Steka se reka, otroki so ban, svoboda jih vabi v ječo prek grozdja in trte. Ravnatelj prasica kriči, išče zdaj krivca, išče krvi. Kam sta izginila? Kam sta izginila? Kam sta izginila? Išče stičišče, trgišče krvi. So našli le pismo medveda in belo postelj, rjuhe brez sperme.
Teles mi umihni, kam sta izginila, teles mi umihni. Od takrat jo poznamo kot breztelesna duhova strasti in ta strast nas straši. Ko pomislimo grad ruševine in lakoto ženo samostanskih zveri, strast nas straši. Ko se strast ne teši, strast nas straši. Ko jo pomislim, strast ne straši. Če je ne mislim, strast naj živi, brez predsodkov nadzora in vzgoje ter iger moči, duhova strasti, a v resnici juni. V trebuhu medveda postaneš opet za gurmane, kaloriji za dan, 2 ali 3, to je vse, le na pismu je kaplja krvi, majhna micena kaplja tople krvi, ki se nikdar ne sladi, le na pismu je kaplja krvi, majhna micena kaplja krvi, tople krvi, ki se nikdar ne sladi, le na pismu je kaplja krvi, majhna micena kaplja krvi, tople krvi, majhna micena kaplja krvi, tople krvi, ki se nikdar ne sladi, vroče gorvi. Hvala. To je bilo to. Današnji pesniški večer Prangerja se je zaključil. Hvala vsem nastopajočim, hvala tistim, ki ste z nami tukaj in tistim, ki nas preko Facebooka spremljate. Osrednji del Prangerja pa se bo začel jutri v Rogaški Slatini ob 14. uri. Kdorkoli želi, seveda vljudno vabljen. Bo pa tudi prenos preko Facebooka, tako da boste dogajanje, razprave in tudi podelitev nagrade lahko spremljali v živo. Hvala. Čist, ker imamo še nekakšen